Drage maturantke in maturanti, pozdravljeni na informativnem dnevu študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Predstavitev bo obsegala dva dela, najprej kratek uvod o tem, kaj je krajinska arhitektura, potem pa podrobneje o zgradbi in značilnostih samega študijskega programa. Krajinska arhitektura se ukvarja s prostorom. Mi takoj podrobneje govorimo o posameznih krajinah, ki tvorijo prostor. V prvi vrsti gre seveda za naravno krajino in za razumevanjem in analizo njene zgradbe in procesov, ki se odvijajo v naravni krajini, pridobivamo znanja za nove kulturne krajine, pri katerih sodelujemo tako pri njihovem nastanku kot urejanju in upravljanju. V prvi vrsti gre seveda za zagotavljanje, izvrševanje človekovih potreb v prostoru. Spremembe prostora potekajo skozi zgodovino človeštva nenehno, v prvi vrsti gre za zagotavljanje bivalnih prostorov, samih bivališč in prvi posnetek slajd prikazuje eno od značilnih prilagoditev prostora bivanju, kjer gre za podzemna mesta in hiše. Da ne bi začel z pradavnino in z jamskim človekom, je nekoliko bolj zanimiva kasnejša, govorimo o 7. in 8. stoletju v Bizantinskem cesarstvu, kjer dejansko se prostor oblikuje na ta način, da se zelo prilagaja za samim umeščanjem, tako iskanjem teh značilnih izstopajočih naravnih prvin in potem že dodajanju arhitekturnih prvin v sam prostor. Pri umeščanju naselij v prostor so na izkustvih v preteklosti ugotavljali, katere so najboljše lokacije za gradnjo mest. Kot prikazuje primer iz sredozemskega prostora, je premišljena gradnja na vzhodnem pobočju, ki je popoldne v senci in za zagotavljanjem puščanjem prostega prostora v rodovitni dolini, ki je namenjeno seveda pridelavi hrane, dosežen optimalen učinek in izkoristek prostora. Nekaj, kar je v preteklosti, kot rečeno, baziralo na čistemu izkustvu, danes je pa to grajeno v različne krajinske analize in pristope načrtovanja, s katerim se ukvarja naša stroka. Skladno z razvojem tehnologije, na eni strani seveda gradbene tehnologije, na drugi strani s tehnologijo pridelave hrane, se je prostor temu primerno še bolj drastično spreminjal in kot kaže primer Stona na Pelješcu, gre tu že za ortogonalno izrazito umetno tvorbo v razpoložljivem prostoru. Spremembe v prostoru so tiste, ki seveda nas kot krajinske arhitekte najbolj zanimajo in če smo najprej pogledali res samo dva osnovna primera prilagajanja prostora bivanju, je na drugi strani seveda še več prostora podrejenega na nek način pridelavi hrane in kmetijskim tehnikam obdelovalnim, ki na eni strani seveda zagotavljajo zopet prilagajanje prostoru, na drugi strani pa seveda precejšnje spremembe v prostoru. Tradicionalna pridelava ali pa tradicionalna kmetijska krajina je danes prepoznana kot kakovostna kulturna krajina. Znotraj Evropske unije je to tema, ki obsega različne dokumente, v prvi vrsti se z njo ukvarja Evropska konvencija o krajini in tudi pri nas smo prepoznali nekaj čez 80 kakovostnih, izjemnih, tako imenovanih izjemnih kulturnih krajin, ki pa so seveda problematične, saj se tehnologija in nasploh ekonomija v prostoru spreminja, zato se tudi vzorci tradicionalne kmetijske krajine pri nas izgubljajo. Poleg osnovnega bivanja, pridelave hrane, obrambe, vseh osnovnih človekovih potreb je eden od pomembnih vidikov v krajinski arhitekturi tudi ugodno bivanje v odprtem prostoru. Posnetek prikazuje zgodnjo pomlad, kot vidite, še ni listja na drevesih, kjer v lepem sončnem vremenu vrt že omogoča prenos življenja na prostom. Še preden se postavi vrtna garnitura, je zaradi oblikovanja, ker je pač lesena terasa in nekoliko više obrobe gred, omogoča tak vrt takojšnje bivanje v lepem vremenu.
In ravno ti vrtovi ugodja so tradicionalno gledano objekti, ki jih je oblikovala cela vrsta oblikovalcev v zgodovini skozi tako imenovano vrtno umetnost, ki je eden od glavnih verov krajinske arhitekture. Oblikovanje vrtov in parkov je v preteklosti bilo seveda ekskluzivno rezervirano za tiste, ki so si to lahko privoščili, zato ni presenečenje, da gre v prvi vrsti za vrtove in parke ob palačah vladarjev in ostalih slojev v družbi, ki so pa tudi že v času nastanka omogočali rabo prostora tudi širšim množicam. Pa vse do modernega krajinskega oblikovanja, o katerem se boste učili tudi v študijskem programu, temu so namenjeni posebni predmeti. V tem res kratkem zgodovinskem pregledu je ključna prelomna točka industrijska revolucija sredi 19. stoletja, nastanek prvih javnih mestnih parkov. V takratnih industrijskih mestih so bile bivalne razmere neugodne, zato so mestne oblasti ustanavljale tako imenovane higienske komisije, ki so že začele načrtovati prve javne mestne parke. In ni slučaj, da na začetku izpostavljamo Central Park v New Yorku in enega od njegovih soavtorjev, Frederika Law Olmsteda, ameriškega krajinskega arhitekta, ki takrat še ni bil šolan kot krajinski arhitekt, saj šole še ni bilo, je pa prvi uporabil izraz krajinska arhitektura in krajinski arhitekt za načrtovanje velikih zelenih površin v takrat hitro razvijajočih se ameriških mestih. No in Central Park je bil odprt leta 1858, mestne oblasti v Ljubljani pa so samo 2 leti kasneje, se pravi leta 1860, odkupile zemljišča v današnjem parku Tivoli in jih namenile za razvoj bodočega javnega mestnega parka. In s tem, ko se je pravzaprav oblikovanje vrtov in parkov preneslo iz izrazito zasebne, ekskluzivne sfere v javno domeno in je bilo omogočeno širokim populacijam mestnih prebivalcev, s tem se je tudi začel potem razvoj stroke, ki nekako v Evropi praznuje dobrih 100 let. Prvi predmeti iz študijskega programa, recimo na Norveški univerzi, so nastale pred 103 leti. Tako da so pred nekaj leti kolegi praznovali 100-letnico. V Sloveniji pa nekako štejemo leto 1974 s prvimi predmeti na našem študiju kot začetek slovenske krajinske arhitekture, vsaj v smislu študijskega procesa. Poleg vrtne umetnosti in vrtov ugodja ali pa parkov je, kot je bilo na začetku izpostavljeno, zelo pomemben del krajinske arhitekture osredotočen na reševanje problemov v prostoru. Brez problemov v prostoru, potreb človekovih, ki se potem v dejanju materializirajo v prostoru, pravzaprav ne bi bilo moderne krajinske arhitekture. In samo kot ilustracijo, ena od preomenjenih izjemnih kulturnih krajin v občini Loški Potok, tole je vas Retje, ena od znanih, prepoznavnih ikon slovenskih kulturnih krajin. Z istega stojišča posnetek na desno, mislim, da gre za naselje Hrib, kjer je pozidava seveda bistveno drugačna od tradicionalnega vzorca. In ravno vprašanja, kako se usmerja razvoj v prostoru, so eno od ključnih vprašanj zlasti krajinskega planiranja, planerskega dela stroke, o katerem bomo spregovorili nekoliko kasneje. Ali pa drugi primer, vsi turisti, ki pridejo na Blejski grad, običajno posnamejo ta posnetek, malo kdo posname iz istega stojišča na drugo stran pogled. Kažem ali pa poudarjam ga pa zaradi tega, ker je profesor Ogrin, ki je bil prvi profesor na našem študiju, predlagal na takratnem urbanističnem svetu, da se hoteli novi gradijo vsaj 100 metrov odmaknjeni od obale in da se obala prepusti izrabi turistični seveda
za dnevno rabo, ne pa da se zasede in da se pozida. Tako da je krajinska arhitektura tudi v slovenskem prostoru ali pa naši kolegi v začetku sodelovali že pri usmerjanju tovrstnih posegov v prostor. Spremembe v prostoru, zlasti negativni vplivi, se lahko kažejo seveda zelo očitno, lahko pa so skriti, lahko gre tudi za posamezne kemizme. Tu naj poudarim, da krajinska arhitektura se v glavnem ukvarja s prostorom, se pa seveda sodeluje z ostalimi strokami, zato tudi na študijskem programu učijo kolegi iz drugih fakultet, zato da študenti, naši diplomanti, pridobijo vsaj osnovna znanja, da vedo v nadaljevanju svoje profesionalne kariere, kje iskati stike in informacije pri kolegih, ki prihajajo iz drugih strok. In ravno sanacija razvrednotenih krajin je v zadnjem času ena od zelo pomembnih vej krajinske arhitekture, mogoče eden od najbolj znamenitih primerov na posnetku je sanacija prostora v Londonu, opuščene industrijske cone, ki je bila kasneje spremenjena v prizorišče za olimpijske igre, pri katerem je sodelovala cela vrsta krajinskih arhitektov in ostalih specialistov, o čemer si lahko pogledate tudi celo vrsto predstavitev na YouTubu, če koga posebej zanima ta del. Torej, krajinska arhitektura se ukvarja z načrtovanjem krajine, da bi ustvarila skladno in smiselno delujočo krajinsko celoto, s tem se v glavnem ukvarja veja, ki rečemo, ali pa specializacija krajinsko oblikovanje, in na drugi strani krajinska arhitektura lahko prispeva, seveda, da bi nove rabe prostora najmanj poškodovale obstoječo krajino. To pa obsega krajinsko planiranje, ki mu dostikrat rečemo tudi krajinsko varovalno planiranje, nekoliko širši pojem, področje, o katerem govorimo danes, je pa okoljsko načrtovanje. Po priporočilih Evropske zveze šol krajinske arhitekture se krajinska arhitektura kot stroka deli poleg omenjenega krajinskega planiranja in krajinskega oblikovanja še na krajinski menedžment, upravljanje s krajino. To je novejša veja, tudi nekaj novih programov, drugostopenjskih, podiplomskih v Evropi že obstaja, kjer gre pravzaprav za upravljanje s krajino, zlasti v zavarovanih območjih. Pri nas so pa ta znanja vpeta, razdeljena med različne predmete, ki jih dobite v svojem študijskem procesu. Če samo na hitro ilustriram, zakaj gre pri planiranju in zakaj pri oblikovanju, lahko enostavno ilustriram, da se krajinsko planiranje ukvarja z iskanjem odgovorov na vprašanja, kaj postavimo v prostor, kam v prostoru in koliko tega. Govorimo seveda o posameznih rabah, lahko tudi o zavarovanih območjih, v glavnem pa o izdelavi na eni strani kart privlačnosti, kot je zelena modelna karta za lokacije, ki so najboljše za izbrano dejavnost, ali na drugi strani za ranljivost prostora, se pravi, kateri deli prostora so najbolj občutljivi in bi pomenilo lahko tudi izgubo naravnih kvalitet, če bi tam uvajali neko rabo ali gradili. In potem seveda vse usklajene karte. Krajinsko planiranje dela veliko z geografskimi informacijskimi sistemi, z računalniškimi prostorskimi modeli. Končni produkti so običajno coning karte, razporejene rabe v prostoru, plani, ostali podzakonski dokumenti in podobna vrsta dokumentov. Krajinsko oblikovanje pa pravzaprav poskuša odgovoriti, ko je enkrat izbrana raba in lokacija, kako se bo ta nova raba v prostoru udejanja in se ukvarja z computer-aided design, se pravi z računalniško podprtim oblikovanjem, z načrti, z risanjem, maketami, animacijami in za konkretno projektno dokumentacijo potem v stroki. Vsi omenjeni vidiki so vpeti v študijski program, kot rečeno, zato bi zdaj izkoristil v drugem delu to priložnost, da preko predmetnika pogledamo strukturo programa in za študentskimi deli ilustriram s primeri, kaj pravzaprav pomeni posamezen izbrani predmet v tej predstavitvi, da si lažje predstavljate, kako poteka delo na našem študiju. Kot najbrž veste, je prvostopenjski naš študijski program v skladu z bolonjsko
Prenovo razdeljen na 3 letnike, traja 3 leta, 60 kreditnih točk na leto. Po zaključku, po uspešni diplomi pridobite naziv diplomirane inženirke krajinske arhitekture in končate prvostopenjski program, ki vam omogoča in vam daje nekaj osnovnih kompetenc v tehničnem segmentu projektiranja in nekaj znanj, ki so potem že vezane na planerski del stroke, ki vam omogoča sodelovanje v procesih pri izdelavi različnih planov. Delo je značilno delavniško ali risalniško, kot mu rečemo. Vsak letnik ima svojo risalnico in vsak študent ima v tej risalnici svojo mizo, na kateri potem celo leto lahko dela. Seveda, letos smo bili z tega vidika prikrajšani, oziroma zlasti študenti, ker je potekal pouk nadaljavo, ki ga sicer uspešno peljemo še naprej, vendar je ta stik študenti in samo delavniško delo, ker imate vi dejansko svoj delovni prostor in se lahko veliko naučite tudi od sošolk in sošolcev, ta vidik letos okrnjen. Poleg ročnih spretnosti, veščin, ki se jih tudi naučite med študijem, v prvi vrsti gre tukaj za risanje, za prostoročno risanje, potem pa seveda uporabo digitalnih programov, poskušamo še z novimi tehnologijami izboljšati študijski proces. Letos smo nabavili 2 nova stroja za našo novo modelarnico, ki pa jih študenti žal, kot rečeno, niso mogli še preizkusiti, tako da morda boste vi prva generacija, ki bo uporabljala novi laserski rezalnik za izdelavo maket in pa peskovnik s 3D programom za učenje o tem, kako se prikazuje relief na kartografskih prikazih. Prvi letnik ima 10 obveznih predmetov. Barve pomenijo, da so z rdečo obarvani bolj izrazito strokovni predmeti, se pravi tisti predmeti, ki so vezani neposredno na stroko, s črno barvo pa so pobarvani bolj temeljni predmeti, ki vam dajo osnovna znanja za razumevanje prej omenjenih procesov v prostoru. En tak tipičen osnovni predmet ali temeljni predmet je recimo botanika ali pa pedologija, medtem ko je na drugi strani uvod v prostorsko načrtovanje že prvi studio. Tu morda še izpostavim, da ima vsak letnik v svojem programu en glavni studio, načrtovalski studio, ki ima tudi največ ur kontaktnih ter največ kreditnih točk in okrog katerega se potem nizajo ostali podporni predmeti. Če pogledamo samo ilustracijo primerov, recimo pri opisni geometriji se naučite prikaza prostora v različnih tehnikah, od dvodimenzionalnih načrtov do seveda perspektivnih konštrukcij, aksonometrije, izometrije in ostalih prostorskih prikazov. Pri risanju je veliko prostoročnega skiciranja na terenu, kot prikazuje spodnja slika. Veliko je terenskega dela, zlasti v tistih mesecih, ko nam vreme to omogoča, da bi potem ta znanja, ki jih pri teh predmetih pridobite, uspešno uporabili v preomenjenem studiju. V prvem letniku prvostopenjskega programa gre za uvod v prostorsko načrtovanje, kjer običajno študenti izdelujejo projekt vrta ob enodružinski hiši, bodisi prosto stoječi vrstni, in kjer prikazujejo potem svoje rešitve preko risb, maket in drugih prikazov. Kot rečeno, je veliko ročnega dela, ker je treba te veščine na začetku še osvojiti, da bi lažje prikazovali ideje, prenašali ideje iz glave na papir. Drugi letnik, kot vidite, je že zelo rdeč in oranžna barva prikazuje zopet neposredne podporne strokovne predmete. Logika študija se nadaljuje, zato imate krajinsko načrtovanje 1 in potem risanje in plastično oblikovanje in že bolj specifično krajinsko in gradbeno tehniko, potem pa ostale predmete, ki neposredno podpirajo recimo krajinsko in gradbeno tehniko, da nadaljujete znanje o rastlinah, z rastlinami za ozelenjevanje, z inženirsko biologijo in z drugimi predmeti. Še nekaj ilustracij, kakšni so izdelki znotraj teh predmetov. Morda izpostavim, da pri krajinskem načrtovanju, pri študiju, študenti obdelujejo večji prostor kot v prvem letniku, tudi merilo je drugo. Če smo v prvem letniku v merilih 1:100, 1:50,
so tu merila 1:500 ali pa 1:1000, tako da študenti morajo obvladati tudi širši prostor. Pred nami je projekt za pokopališče, ki je bilo v enem letniku, in na desni strani projekt za otroško igrišče. Tako da obseg prostora projektov raste, kompleksnost običajno tudi. In pa en specifičen zasaditveni načrt pri predmetu rastline za ozelenjevanje, kjer se seveda spoznate z osnovnim gradivom, ki ga uporabljamo v krajinski arhitekturi, to je z rastlinami, ki predstavljajo za razliko od ostalih sorodnih strok specifiko krajinske arhitekture, ker imamo seveda opravka z živim materialom. In tretji ali zadnji letnik prvostopenjskega študija, krajinsko načrtovanje 2, je nadaljevanje študija z največkratnimi točkami 10, potem pa podobno študijski predmet osnova arhitekturno-urbanističnega načrtovanja, ki je osnova za kasnejše urbanistično načrtovanje na drugi stopnji, in pa razvoj krajinskega oblikovanja, preomenjena zgodovina vrtne umetnosti je glavni del tega predmeta, pa že vrednotene krajine, ki je planerski predmet, ki uvaja potem že planerske vsebine v program. Ozelenjevanje se nadaljuje, potem pa še 2 podporna temeljna predmeta s polji, kot so ekologija ali pa prostorsko pravo. Tu gre za še večje prostore, za mestne parke, že za dele, kot ti danes rečemo, zelene infrastrukture, kjer študenti dostikrat obdelujejo tudi konkretne primere iz slovenskega prostora. Pristop je zelo različen, seveda je tu že veliko računalniškega dela, to pa ne pomeni, da ne bi v določenih primerih, kot prikazujejo ti posnetki, da ne bi uporabljali nekoliko drugačnih tehnik. V tem primeru so šli študenti na konkretno lokacijo in v merilu 1:1 preverjali, kaj pomeni postavljanje posameznih struktur v prostor. Osnova arhitekturno-urbanističnega načrtovanja, kot rečeno, že dajo študentom osnovna znanja, ki jih potem potrebujejo pri urbanističnem načrtovanju na drugi stopnji, in podobno je z vrednotenjem krajine, ki začenja z osnovnim vrednotenjem prostora s prostorskimi analizami v geografskih informacijskih sistemih. Izbirni predmeti so različni, nekaj je temeljnih, nekaj pa specifičnih. Da jih ne berem, si lahko jih tudi pogledate, predmetniki so vsi objavljeni na spletni strani. V drugem in v tretjem letniku imate nekaj izbirnih predmetov, ki jih lahko sami izberete, lahko pa izberete tudi splošni izbirni predmet, ki je pravzaprav lahko na katerem koli programu, samo odobri splošnega, vam ne rabi odobriti študijska komisija, če pa hočete zamenjati katerega od naših izbirnih predmetov, pa rabite še odobritev študijska komisija. Ampak to povezovanje in prehajanje med programi je danes že uveljavljeno, je del te bolonjske prenove. Po mojem mnenju je potrebno, da spregovorimo nekaj besed tudi o drugostopenskem, magistrskem študijskem programu krajinske arhitekture, da pridobite celotno sliko končne izobrazbe, če drugega ne ravno tudi zaradi tega, ker je to eden od pogojev za pridobitev licence, kot bomo videli v nadaljevanju. Magistrski program traja 2 leti, naziv pridobljeni je magister inženir krajinske arhitekture. Gre za nadgradnjo kompetenc pridobljenih na prvi stopnji, kjer potem se usposobite za bolj kompleksne, za bolj zahtevne postopke pri urejanju in načrtovanju prostora. Tu gre pravzaprav skoraj da izključno samo še za strokovne predmete. Zopet je študijo osnovno jedro letnika, potem pa že prej omenjeno urbanistično načrtovanje, ki ima tudi ta študijski vidik, dela v risalnici s projekti, in potem 2 teoretične predmeta, en planerski, drugi oblikovalski, in potem seveda že spodaj navedeni ostali predmeti, ki jih učijo predavatelji iz drugih fakultet. Veliko je tega sodelovanja in interdisciplinarnosti, v prvi vrsti seveda znotraj biotehniške fakultete, potem pa tudi sodelovanju z drugimi fakultetami. Še nekaj primerov teh izdelkov, mogoče samo izpostavim, da pri študiju 1 v zimskem semestru študenti najprej iščejo
lokacije za nove rabe v prostoru, potem jih pa v drugem delu, v poletnem semestru, pri oblikovalskem delu študija 1 tudi konkretno oblikujejo in sprojektirajo. Tu že lahko vidite, da gre za računalniške tehnike, za 3D modele, za razliko od seveda prve stopnje, prvega letnika, prve stopnje, ker je veliko prostoročnega risanja. Drugi letnik je pred vami pravzaprav samo zimski semester, ker je potem že poletni semester namenjen magistrskemu delu s 30 kreditnimi točkami. Študijo se nadaljuje in dobite nekaj novih planerskih predmetov, varstveno načrtovanje, tipologija, upravljanje varstva kulturne krajine ter regionalno planiranje lahko umestimo v ta planerski del stroke. Še ena od značilnosti magistrskega študija, ki jo do določene mere poskušamo zagotoviti že na prvi stopnji, je, da se ukvarjamo za konkretnimi projekti v prostoru, zato imamo včasih tudi konkretne naročnike, največkrat so to občine, ki potrebujejo strokovne podlage na vprašanja, na prostorske probleme, ki jih imajo v svoji občini, zato je veliko sodelovanja ali pa se sodeluje na mednarodnih ali pa domačih študentskih natečajih, kjer naši študenti tudi zelo uspešno sodelujejo. In to obdelujemo pravzaprav v rednem programu, kar bomo videli tudi v nadaljevanju. Kot vidite, je veliko slikovnega gradiva, ker je seveda produkt končni večine teh predmetov nek konkreten projekt, predlog ureditve prostora, zato je tudi pri informativnem dnevu razmeroma enostavno pokazati značilnosti programa preko študentskih izdelkov. Na drugi stopnji je seveda izbirnost višja, večja, imate več kreditnih točk, ki jih lahko kombinirate in je pred vami cela vrsta izbirnih predmetov. Eni so bolj temeljni, drugi so lahko zelo konkretno, bolj specifični, ne? Če smo imeli prej razvoj vrtne umetnosti, pa teorijo krajinskega oblikovanja, je recimo tu zdaj prenova zgodovinskih parkov in vrtov, konkretno, ali pa likovna analiza in kompozicija za tiste, ki želijo nadgraditi svoje znanje iz oblikovanja na eni strani, na drugi strani pa naprimer strateško planiranje ali pa participacija javnosti v planerskih postopkih, kjer so spet to vsebina razdeljene na posamezne druge predmete. Pa še nekaj ilustracij tu omenjenih predmetov. Kot sem omenil, je sodelovanja z naročniki, v konkretnem primeru z občinami, veliko. Študenti se spoznajo s prostorom, naročnik jim predstavi probleme, ki jih morajo potem sami analizirati, ponuditi rešitev in potem predstaviti na javnih razgrnitvah tudi svoje predloge. Zato poskušamo vsakič končati študijo z javno prezentacijo, z razstavo in z nastopom študentov, ker je seveda nastopanje v javnosti pomemben del svoje stroke, samega procesa, ker morate kot prostorski načrtovalci predstavljati rešitve strokovni in širši javnosti. Kadar je le možno, poskušamo teme za omenjene študije iskati tudi v mednarodnem prostoru. V preteklosti smo izvedli celo vrsto mednarodnih študentskih delavnic, na katerih so sodelovali naši študenti. Ena od starejših je bila v Istanbulu, kjer so naši študenti skupaj s turškimi študenti delali predlog ureditve obrambnega zidu bizantinskega v Istanbulu, ali pa v obdobju 10 let smo, mislim, da 4-krat študenti obiskali kitajsko partnersko šolo, Pekinško univerzo, kjer so študenti potem delali predloge ureditve prostora na 4 različnih lokacijah. To je bil prvi obisk študentov Kitajske, kjer je 10 študentov bilo na terenu, potem so bili pa vodji skupin ob vrnitvi in smo izdelali potem te predloge ureditve za kitajski prostor. Ali pa nekaj let, mislim, da 3 leta nazaj, kjer so v okviru Studio 2 študenti sodelovali na mednarodnem študentskem natečaju, osvojili eno od nagrad in za nagrado financirali pot letnika v Rio de Janeiro na podelitev nagrad, kjer je dejansko uspelo
Prvič so naredili dober projekt, drugič so seveda dobili možnost, da se odpravijo na tako veliko pot. Jaz vam seveda ne morem obljubiti, da boste v času vašega šolanja obiskali Kitajsko ali pa Brazilijo. Naj povem še enkrat, da so to bile seveda plačane delavnice in poti, da študenti niso imeli tu posebnih stroškov. Kadar se ponudi prilika, jo seveda izkoristimo. Ne morem vam obljubiti, da boste šli na kakšno eksotično lokacijo, lahko vam pa obljubim seveda, da se bomo trudili iskati in najti kakšno podobno rešitev, da bo vaš študijski proces še bolj zanimiv. Lahko so to tudi malo bližje lokacije, tole je delavnica v Zagrebu, v kampusu Zagrebške univerze, tako imenovana delavnica Design and Build, kjer so kolegi iz Washingtonske univerze za zagrebško šolo organizirali skupaj s kolegi iz Hrvaške to delavnico za študente, na katero smo bili povabljeni tudi mi s svojimi študenti. Šlo je pa za to, da so študenti najprej izdelali prostorske predloge, prostora za počitek znotraj kampusa za študente, potem so jih pa fizično sami še izvedeli v juliju mesecu in je ta prostor dejansko postavljen in funkcionira za študente. V tem mednarodnem prostoru je oddelek prepoznan, imamo tudi mednarodno akreditacijo programa, kar omogoči študentom, diplomantom znotraj Evrope, pa tudi z drugih držav, ki pogojujejo priznavanje poklica tudi z mednarodnimi akreditacijami, lažjo pridobitev potem priznanja diplome v tujini. Ostali dosežki so tudi bili sproti objavljeni, mogoče še seznam šol, s katerimi imamo v tem šolskem letu podpisane pogodbe za izmenjavo študentov, kar pomeni, da lahko naši študenti semester preživijo na eni od tu prikazanih tujih partnerskih univerz ali pa njihovi študenti pridejo študirati v Ljubljano. Leto seveda zaradi koronske situacije tudi tovrstna izmenjava poteka nadaljavo. Je pa pomembna zato, ne samo, da gre nekaj posameznikov v tujino, ampak tudi zato, da tuji študenti pridejo v naš letnik in da potem ostali, ki se ne odločijo, slovenski študentov, da bi šli v tujino, dobijo tudi to dimenzijo, da se nekaj naučijo od tujih kolegov, kako potekajo pristopi v drugih študijih na evropskih ali svetovnih šolah. Par besed o zaposlitvi. Naj povem, da je poklic reguliran preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. To se pravi, da imamo znotraj zbornice svojo matično sekcijo, kjer morate pridobiti licenco, postanete pooblaščeni inženir za izdelavo krajinskih načrtov in to pomeni, da poleg izobrazbe druge stopnje potrebujete še 2 leti delovnih izkušenj, da lahko pristopite na strokovni izpit, če želite seveda biti odgovorni projektanti ali pa odgovorni vodje projektov. Sicer pa lahko delujete na različnih drugih področjih. Veliko je podjetij na področju regionalnega razvoja, varstva okolja, potem gre tukaj seveda za izvedbeni sektor, drevesnice, vrtnarije, gradbena podjetja, tudi vzdrževanja pa upravljanje, kar je pravzaprav že domena javnega sektorja, kjer je največ naših diplomantov zaposlenih na oddelkih za prostor po slovenskih občinah, na upravnih enotah, na preomenjenih razvojnih, regionalnih agencijah, zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine, inštitutih, konec koncev tudi na ministrstvu in drugje. In naj tu dodam še, da je kar nekaj naših diplomantov naredilo uspešno mednarodno kariero in so vodilni projektanti v evropskih birojih od Züricha do Berlina. Če končam to kratko predstavitev stroke in študija z nekaj informacijami, ki vas neposredno zanimajo, ta trenutek najbolj pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa bodo objavljeni ob razpisu.
Datumi, ki so tu z rdečo obarvani, so planirani datumi, bomo videli od konkretne dnevno-politične situacije, kdaj bo potrjen razpis in kdaj bo objavljen. Predvidevam, da se bistveno ti datumi ne bodo spremenili, ker so pa odvisni konec koncev tudi od logike letošnjega upravljanja mature, tako da tu morda si pustimo nekoliko manevrskega prostora. O novih datumih, če se bodo spremenili, boste seveda konkretno takoj obveščeni. Predvidoma bo pa preizkus posebne nadarjenosti ali sprejemni izpit, kot mu običajno rečejo študenti pogovorno, 2. julija letos in potem drugi rok, če bo ostalo kaj vpisnih mest, še 10. septembra. Naj povem, da vam ta opravljen preizkus posebne nadarjenosti velja 1 leto, o posameznih podrobnostih vam boste pa na voljo kolega Podboj in kolegica Kregar Tršarjeva, ki bosta v živo odgovarjala na vaša vprašanja po zaključeni prezentaciji. Običajno imamo seveda omejitev vpisa, ta številka se letno spreminja, najbolj oblegani smo bili pred zdaj že 20 leti ali pa več kot 20 leti, ko smo imeli 200 kandidatov za 30 vpisnih mest. 1 leto pa smo imeli pravzaprav točno 30 kandidatov in niti ni bilo potrebno delati velikega izbora. Običajno je pa kandidatov, ki pridejo opravljati preizkus posebne nadarjenosti, tam okrog 50. Če vas zanima recimo približno, koliko mest se običajno zasede na temu izpitu za 30 razpisanih mest. Se pa ta delitev točk ne spreminja z leti, uspeh pri preizkusu posebne nadarjenosti vam prinese 75% točk potrebnih za uvrstitev na študij, potem pa uspeh pri maturi 15% in splošni uspeh v 3. in 4. letniku dodatnih 10% točk. Potem je pa znotraj tega preizkusa še razdelitev na posamezne segmente, na prostoročno risanje, na reševanje načrtovalskega problema in na neke vrste testov, ki jih upravljajo kolegi iz pedagoške fakultete s kandidati. Gre za podobne preizkuse teste, kot so testi za preverjanje inteligenčnega koeficienta, samo da so bolj osredotočeni na prostorsko predstavo, da posameznim likom določate plašče, telesom in podobne, grafična zaporedja in podobno. Skratka, o tem, kakšna bo sestava konkretnih izpitov letos, teh preizkusov bo odločala komisija junija meseca in naloge bodo znane tik pred zdajci v izogib kakršnim kolim zlorabam. Tako da tudi ocenjuje se z komisijo, predstavnik študentov nadzira sam postopek, potem pa vpisna služba opravi končni izbor, kar vam bosta že omenjena kolega tudi podrobneje predstavila v nadaljevanju. Na koncu naj vas usmerim na našo spletno stran. Če koga zanimajo dodatne informacije o krajinski arhitekturi, jih lahko dobite tudi na spletni strani Društva krajinskih arhitektov Slovenije ali pa na platformi Landezin, kjer so predstavljena večina krajinsko-arhitekturnih svetovnih del. Če vtipkate Landezin, boste prišli na njihovo spletno stran, ki je seveda mednarodna in je v angleščini. Naj pa poudarim, da jo je zasnoval in jo vodi naš diplomant. Skratka, je slovenska spletna stran mednarodna. Na naši spletni strani oddelka, če greste na Biotehniški fakulteti v zavihek organiziranost in potem na oddelek za krajinsko arhitekturo, boste pod študenti za bodoče študente našli tudi tako imenovani yearbook, letno knjigo programa, kjer so noter predstavljeni izdelki vseh študijev in ostalih podpornih predmetov, kjer študenti izdelujejo seminarske naloge in je to kompleten PDF dokument na voljo na naši spletni strani, na kateri najdete tudi igrani filmček o študiju krajinske arhitekture. Mislim, da obstajata in krajša in daljša verzija, kjer vam na bolj zanimiv način igrani predstavijo osnovne značilnosti stroke in študija. Z moje strani zaenkrat toliko. Naj dodam še to, da bodo na vaše vprašanje odgovarjali tudi študenti, ki se
pridružijo preomenjenima kolegama. Upam, da se vidimo na študiju že v prvem letniku. Srečno z maturo in zaključkom srednje šole. Hvala.